Dragi bratje, ker sem v tistem trenutku je pater Pepi napovedal, koliko časa bo trajala molitev, zaslišal tihi vzdih iz globin srca. Zato bo moja beseda res skušala biti kratka. Vsem spoštovanim in zelo ljubljenim bratom, bratu Brunu, bratu Atanaziju, bratu Polikarpu, bratu Pavlu, bratu Mirku, Govori nam o veselju. bratu Valerijanu, Veselje je zdravo. Blažu, Veselje te rešuje pretirane resnosti. bratu Z radostjo si pridobiš občutek za stvari. Veselje vpliva na ljudi okrog tebe, še posebej na brate. Veselje zmanjšuje napetosti in suši solze. Prihajati preden in poslušati. Sredi noči, v zgodnjem jutru, kadarkoli, celo tako je potrebno, da tudi takrat, kadar se nam zdi, da nimamo časa, takrat je treba preden, zato da naši napori ne bi teklo v prazno, da ne bi gradili napačnega kraljestva. Zelo pomembno je, da svoje razmerje z ljudmi in Bogom doživljamo v veselju. Veselje pokaže, da nas Bog ne utesnjuje, da nam ne greni življenja, ampak nam daje trdnost in pogum. Sveti Frančišek pravi, da je popolno veselje, če se ne jeziš zaradi krivice, ki ti jo nekdo stori. Zdi se mi pomembno, da bi kapela za vsakega izmed nas postala drugi prostor, kjer me iščejo, če me ni v sobi, če me ni za pisalno mizo, pri delu. Bog ljubi veselje ljudi, ugajajo mu. Kdor je vedno žalosten, je v nevarnosti, da bo delal zlo. Všeč so mi duhoviti, vedri bratje. Smehom si pokažemo, da se imamo radi. Tisti, s komer se ne more smejati, ti najbrž ne ustreza ali pa ga celo ne preneseš. Zdravo bratstvo je tisto, ki se zmore smejati. Veselo bratstvo postavlja Boga v središče. Brez molitve naše skupnosti ne morejo biti radostne. Za nas, ki smo se posvetili Bogu, je vera vir veselja. Jezus nas mora vznemirjati. Ne moremo ga jemati kot nekoga, ki ga poznamo, o katerem nam je vse jasno. Če tudi morda na pamet znamo evangelije, pa ne verjamem, da jih. Jezus presega vse svoje besede. Jezus presega vso svojo zgodovino zemeljskega življenja. Budimo kakor Nikodem, zvedavi pred Jezusom, polni vprašanj in polni tišine. In odkrival se nam bo v resnici kot Božji sin, kot naš brat, kot naš odrešenik, kot tisti, ki v mojem življenju izpolnjuje obljube. bratu Leopoldu, bratu Hugo, bratu Leonu, bratu Pascalu, bratu Mateju, bratu Laurenciju, bratu Krizologu, bratu Antonu, bratu Franciju, bratu Silvinu, bratu Hadrijanu, bratu Bernardu, bratu Damjanu,